Hvala lepa. Sprašujem, če želi besedo predstavnik Vrhovnega sodišča, gospod predsednik Branko Masleša, izvolite besedo. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani navzoči, dovolite mi, da predstavim svoje stališče oziroma stališče Vrhovnega sodišča o predlogu priporočila z ugotovitvami, tako je pač imenovano Evropskega sodišča za človekove pravice iz pregleda dela v letih 1959 do 2014. Uvodoma bi želel poudariti, da smo že večkrat izpostavili, da je argumentirana razprava o delovanju sodstva nujna. Saj nam postavlja ogledalo in omogoča tudi sistemsko ukrepanje za izboljšanje našega delovanja. Tudi sami se zavedamo določenih slabosti in tega, da so še področja, na katerih so izboljšave možne in tako tudi ukrepamo. Zato je objektivna kritika, ki se nanaša na naše dejanske slabosti, celo dobrodošla. Ne moremo pa sprejeti kritike, ki zamenjavo tez in z neselektivno argumentacijo ne ponuja rešitev, ampak se izčrpava, kot že velikokrat doslej, zgolj v lastni rušilnosti. Nikakor nismo neobčutljivi za ugotovljene kršitve pred ESČP. Pričakujemo pa, da bo analiza objektivna in da bo upoštevala vse dimenzije nakazanega problema. Zato tudi pozdravljamo današnjo razpravo v Državnem zboru in bomo morebitne ukrepe iz priporočila, če bodo ti sprejeti, skrbno proučili in pretehtali, ali jih je mogoče koristno implementirati zaradi izboljšanja našega delovanja. Podobno kot v lanskem letu je tudi letos Državni zbor takoj po koncu poslanskih počitnic sklical nujno sejo odbora za pravosodje, na kateri obravnava sistemske kršitve človekovih pravic strani sodstva. Lani smo imeli to zadovoljstvo, da smo odgovarjali na tako imenovane navedbe iz analize profesor dr. Šturma. Letos pa smo tudi že podali vsebinske odgovore glede podatkov iz infografike RAIC info organizacije. V obeh primerih je šlo ali pa gre za interpretacijo podatkov, ki so bili že dolgo predtem javno objavljeni in znani tudi v letnem poročilu Vrhovnega sodišča, ki ga je pred kratkim obravnaval tudi vaš odbor. Interpretacija v predlogu skuša vzbuditi vtis, kot da gre za nekakšne novosti ali nujnosti, kar se kaže v načinu in tudi časovni dimenziji sklica seje. Čeprav se nam zdi tak način neprimeren, smo seveda pripravljeni ponovno predstaviti svoj pogled. Obžalujemo pa, da so bili naši argumenti in pojasnila očitno preslišani, sicer bi se kot država lahko ukvarjali s perečimi tematikami, ki pa dejansko obremenjujejo delovanje sodstva in tudi pravosodja nasploh. Tako smo že v našem odzivu dne 18.8.2015 zapisali, da glavnina ugotovljenih kršitev predstavljajo primeri iz obdobja pred letom 2006 in so vezani na pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in praktično v vseh teh zadevah tudi hkrati kršitev do učinkovitega pravnega sredstva, ter da je po tem letu začelo število teh zadev bistveno upadati. Tudi zato, ker je Državni zbor sprejel zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Takrat je bil sprejet tudi program Lukenda, ki je rešitev iskal v povečanju števila sodnikov, čeprav ocena z današnjega vidika kaže, da bi bilo mogoče bolj smotrno že takrat reorganizirati in optimizirati sodne postopke v okviru pristojnosti sodstva oziroma Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, kot pa to težavo reševati s povečevanjem števila sodnikov. Tudi ta ukrep je namreč privedel do stanja, da ima naša država največje število sodnikov na 100.000 prebivalcev, ki ga v okviru svojih programskih usmeritev rešujemo s postopnim zniževanjem njihovega števila. V letu 2014 je bilo državnemu pravobranilstvu, ki v postopkih zastopa Republiko Slovenijo, vročenih 59 novih pritožb, od tega 6 zaradi kršitev
pravice do sojenja v razumnem roku. Primeroma v letu 2006 je bilo takih pritožb 1340, v letu 2008 pa 1353. V letu 2014 je SČB ugotovilo, da je Slovenija kršila pravico do sojenja v razumnem roku v 7 zadevah, ki pa se izključno nanašajo na postopke, ki so potekali pred vzpostavitvijo omenjenega zakona. Navedeno moram nujno izpostaviti, ker gre za problematiko, ki ima korenine v ponesrečeni sodni reformi iz leta 1994, kršitve pa so bile storjene pred 10 leti ali več, tako da to nima prav nobene vrednosti pri ocenjevanju sedanjega stanja v sodstvu. Zahteva po energičnem ukrepanju, temelji na refleksiji tedanjega stanja, spregleda pa dokazljive poznejše pozitivne premike. Glede očitkov v predlogu odboru pa je treba izpostaviti izrazito selekcijo argumentov in nekaterih sodstvu nenaklonjenih mnenj, ter na drugi strani obit tistih, iz katerih je razviden objektiven in uravnotežen pristop. Stanje v sodstvu je daleč od tega, da bi ogrožalo vladavino prava ali stabilnost družbene ureditve, ki temelji na človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ter pelje družbo v krizo, ki je ne bo mogoče urejati v okviru demokratičnih institucij in izvoljenih predstavnikov ljudstva, kot trdijo predlagatelji. Poti v tako anomično stanje ne trasira sodstvo, ampak nekateri drugi dejavniki, ki sistematično rušijo ne le njegov ugled, temveč tudi ugled drugih pomembnih podsistemov v državi. Odločno moram zavrniti pavšalne očitke o spolitiziranosti sodstva, o zlorabah sodstva v politične namene, ki da terja ustrezno ukrepanje, ki bo odpravilo možnost ponovitve takšnih zlorab prava in pravosodja v celoti ter teptanje demokratičnih standardov. Kakor je že pojasnjeno, objavljeni podatki 148 kršitev ugotovljenih na milijon prebivalcev ne kažejo na realnost stanja v sedanjem trenutku na področju pravosodja. Pri tem predlagatelji tudi spregledajo, da so bile te kršitve, ki jih je sodišče ugotovilo, storjene pred skoraj desetletjem, seveda pa nič ne povedo niti o tistih pritožbah, ki jih je sodišče bodisi zavrglo ali zavrnilo. V tej luči bi bil pogled, ne glede, da seveda tudi obžalujemo, da je prišlo do teh kršitev človekovih pravic popolnoma drugačen. Sklicevanje na priporočila tako priljubljenega nemškega sodnika Normana Dukofa, ki da je ugotovil, da je sodstvo v Republiki Sloveniji neučinkovito oziroma premalo učinkovito, je staro že 12 let. Tudi njegove ocene, da so sodniki pri nas ukvarjajo s čitanjem svojih privilegijev in plačil, je stvar njegovega subjektivnega pristopa. Navedba, da se na tem področju od takrat pa do danes ni nič izboljšalo, je zgolj navržena, pavšalna in z ničemer podkrepljena. Na nekorekten pristop kaže tudi sklicevanje v predlogu na ugotovitve Evropske komisije povezane z usklajevanjem gospodarske politike iz leta 2012, v katerem je res navedenih 6 članek, tudi Slovenija, in je ugotovljeno, da ima težave glede trajanja sodnih postopkov in organizacije sodstva. Seveda pa bi bilo potem korektno omeniti tudi letošnje ugotovitve oziroma Evropske komisarke za pravosodje Vere Jourove, ki je kot primer pozitivne prakse, kjer se na tem področju stanje pomembno izboljšuje, navedla ravno in samo Republiko Slovenijo. O predstavitvi poročila, torej tega pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2015, to je tako imenovani Justice Scoreboard, je bila Slovenija izpostavljena ravno kot primer izboljšanja stanja v zvezi z zmanjšanjem zaostankov, pa tudi kot primer poslabšanja percepcije o neodvisnosti sodnikov. Medtem, ko objektivni kazalniki o delovanju slovenskega sodstva torej se že nekaj let izboljšujejo, se to izboljšanje ni izrazilo v dojemanju javnosti, v tem primeru na vzorcu 250 podjetnikov. Morda k temu prispeva tudi tak primer, ko je iz 50-stranskega sporočila bilo povzeto samo tisto, kar je negativno, vse, kar je pa govorilo v prid izboljšanju, pa enostavno zamolčano. Seveda pa v predlogu pogrešamo tudi
ugotovitve iz raziskave, ki jo je v sodelovanju s Primorsko univerzo opravilo Vrhovno sodišče o percepciji javnosti oziroma ugleda sodstva v javnosti, ki je opravljena po najvišjih strokovnih kriterijih in kjer je bilo ugotovljeno, da tisti, ki so sodelovali v sodnih postopkih in so bili bodisi kot udeleženci ali stranke vanje vpleteni, da so kakovost delovanja sodstva ocenili bistveno bolje od tistih, ki pač svoje percepcije formirajo na podlagi poročanja v medijih. Glede utemeljitve predloga sklicevanja na umestno poročilo raziskave profesor dr. Šturma o kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki da so jih povzročili sodišča in sodniki, pa je treba samo ponoviti, da gre za nekakšen statistični sumarij. Že kolega Gorenak je rekel, da bi to lahko tajnica naredila, ki nima nobene globinske analize odločb ustavnega sodišča, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, kaj je botrovalo tem kršitvam, ali gre za subjektivne napake sodnikov, ali morebitne pomanjkljivosti v zakonodaji, tudi takih zadev je bilo kar nekaj, ali druge razloge, ki so narekovali razveljavitev pravnomočnih sodb rednih sodišč. Kot zanimivost naj tukaj še navedem, da je na podlagi te raziskave sledila tudi skrbno selektivna izbira in javno oznanjanje imen kršiteljev iz sodniških vrst. Nekatera imena, ki so bila kar skrbno zamolčana. Energično pa je treba zavrniti tudi navedbe o zavajanju javnosti o učinkovitem delu sodišč, saj si ni mogoče razlagati, kako bi sodstvo zavajalo javnost, ko pa gre za podatke, ko jih je javno objavilo na več otvoritvah sodnega leta in ne nazadnje tudi v letnem poročilu za leto 2014. V predlogu se izpostavlja padanje števila pomembnejših rešenih zadev, pri čemer pa se enostavno zamolči, da se je v teh letih tudi bistveno zmanjšalo število sodnikov in tudi sodnega osebja. Nadalje, da je bila ena naših ključnih prioritet, ki se tudi udejanja, ravno reševanje najstarejših zadev in je tukaj bil dosežen bistven premik. Seveda pa te zadeve terjajo tudi več dela, kot pa neke rutinske zadeve, s katerimi se pač pri delu srečujemo. Dejstvo je tudi, da je sodstvo imelo v letu 2010 nekaj manj kot 150 tisoč nerešenih pomembnejših zadev. Na dan 31.8. je bilo teh zadev 92 tisoč. Seveda pa je treba tukaj jasno povedati, da je število nerešenih zadev mogoče zmanjševati samo do določene meje, saj takega stanja, ko bi bile vse zadeve rešene, ni mogoče nikoli doseči. Tudi ostale zadeve, tako imenovane nepomembne, teh je bilo v letu 2010 312 tisoč, danes jih je 177 tisoč, oziroma vseh zadev se je število zmanjšalo, torej v slabih 5 letih s 461 tisoč na 270 tisoč, konec avgusta letošnjega leta. To se seveda v predlogu skuša spet podcenjevati oziroma zminimizirati in se to utemeljuje zgolj z manjšim pripadom zadev na sodišča. Takšna teza pa je v direktnem nasprotju s prej zastopanim stališčem, da se stranke odločajo za reševanje sporov pred sodiščem tudi ali predvsem zato, ker je sodna praksa neustaljena in nepredvidljiva. Seveda se zavedamo, da imamo še kar precej problemov pri vzpostavitvi ustaljene sodne prakse, vendar pa v sodstvu kot ključni razlog za zmanjšanje števila zadev pripisujemo ravno izboljševanju enotnosti in predvidljivosti sodne prakse. To se kaže že povsem evidentno, naprimer pri izvršilnih zadevah, prekrških, pa tudi v pravdah, ki se nanašajo na nepremoženjsko škodo, kjer se je zaradi ustaljene sodne prakse njihovo število v nekaj letih večkratno, skoraj za 10-krat zmanjšalo. Tudi pričakovani časi reševanja zadev so se od leta 2010 pomembno skrajšali. Te podatke smo že predstavili. Naj mimogrede omenim, da si težko predstavljam, kako bi država, v kateri je sodstvo tako neuspešno in neorganizirano,
ter tako množično krši človekove pravice, dobila ekskluzivno vabilo kot edini letošnji častni gost na kongresu Nemškega združenja za uporabo informatike na sodiščih v času od 23. do 25. septembra v Saarbrückenu. Želja organizatorja je, da predstavimo dosežke Vrhovnega sodišča z področja spremljanja uspešnosti sodišč in elektronske zemljiške knjige. Še posebej nemške sodnike zanimajo izkušnje z odpravo krajevne pristojnosti in uvajanja elektronskega poslovanja v zemljiško-knjižnih zadevah. Naj tudi omenim, da so tudi avstrijske delegacije in številne druge že večkrat obiskale Vrhovno sodišče, se seznanile z našimi dosežki na področju strategije informacijske podpore v poslovanju sodišč in na nivoju posameznih projektov. To plodno sodelovanje, ki se kaže tudi v medsebojnem interesu za prenašanje dobrih praks, traja že dobrih 20 let. O tem, da smo že dvakrat bili nagrajeni za Crystal Scales of Justice, torej nagrado, ki jo podeljujeta Evropska komisija in Svet Evrope, tega ne bi ponavljal. Vse nadaljne primerjave o številu kršitev pred SČP, naj še enkrat ponovim, temeljijo na desetletju ali več starih podatkih in že zato niso relevantne za presojo kakovosti delovanja slovenskega sodstva v sedanjih razmerah. Kakor sem že to pojasnil, seveda to ne pomeni, da je slovensko sodstvo neobčutljivo za ugotovljene kršitve, saj se zaveda, da je samo kot tudi, da so tudi drugi dve veji oblasti storili resne napake pri varstvu konvencijskih pravic in da se te ne kažejo samo v počasnosti sojenja. Zaradi korektnosti je treba izpostaviti, kot je prej tudi gospod minister povedal, da najbolj resnih kršitev ne odkrivajo podatki o številu sodb, ampak pilotne sodbe proti Sloveniji. Te sodbe odkrivajo sistemske in množične kršitve človekovih pravic, ki so najpomembnejše tako z vidika človekovih pravic kot z vidika ugleda Slovenije glede negativnih učinkov na državni proračun. Tukaj seveda govorimo o izbrisanih in poplačilu varčevalcev Ljubljanske banke v BIH in na Hrvaškem. Selektiven pristop pri navajanju stališč v zvezi z obravnavano problematiko kaže tudi dejstvo, da ne omenja kompetentne ocene dr. Boštjana Zupančiča, da Slovenija absolutno ne velja za veliko ali resno kršiteljico človekovih pravic in da je seveda ni mogoče primerjati z Ukrajino na eni ali pa Nemčijo na drugi strani. Tudi Matjaž Gruden, ki je pri Svetu Evrope že več kot 20 let del strokovnega tima, od novega leta pa direktor za strateško načrtovanje, je tudi izjavil, da so take ocene iz trte izvite oziroma da je opazno izboljšanje, torej ko gre za pospešitev sodnih postopkov v naših, ko gre za izboljševanje pričakovanih časov, ko gre za sodne postopke. O teh uravnoteženih in objektivnih mnenjih seveda v predlogu ni niti besede. Vsi očitki predlagateljev poskušajo prikazati sodstvo kot glavnega kršitelja človekovih pravic v Sloveniji, navajajo politične zlorabe pravosodja, očitajo netransparentnost in zavračanje odgovornosti, težave iz preteklosti prikazujejo kot aktualne, ter si prizadevajo prikazati, da je trenutno vodstvo odgovorno zanje. Dejstva, ki sem jih navedel, takšne trditve odločno demantirajo. V sodstvu smo že večkrat poudarili, da svoje poslanstvo jemljemo resno in odgovorno. Delujemo tako, da skušamo možnost napak znižati na najnižjo možno mero, nikoli pa jih ne bo mogoče v celoti odpraviti. Gre tudi za proces čiščenja zatečenega stanja, kateremu so se številni v preteklosti enostavno izogibali. Pomanjkljivosti ne želimo več pometati pod preprogo, ampak napake predvsem tam, kjer so sistemske narave, na ta način tudi odpravljamo. Splošna težava v naši državi je, da ne samo na področju sodstva, da prevladuje kultura skrivanja napak v strahu pred osebno odgovornostjo. Naša opredelitev pa je, da je treba tak pogled spremeniti in v tem pogledu smo kar uspešni, saj zaposleni, predvsem sodniki, ki napake zaznavajo,
te tudi sporočajo pristojnim službam, ki v okviru posameznih projektov potem tudi poskrbijo, da se te ne ponavljajo. V zadnjih dneh veliko nastopa v medijih, ko gre za zdravniške napake, profesor dr. Robida. Naj samo povem, da smo prepoznali vrednost in kakovost njegovega pristopa, ko gre ravno za odpravljanje sistemskih napak, zato smo ga v lanskem letu povabili kot predavatelja na konferenco dobrih praks v sodstvu in njegova spoznanja v našem nadaljnjem delu tudi uporabili. Sestali smo se tudi z državnim pravobranilstvom, ravno zaradi tega, ker se zavedamo resnosti kršitev ugotovljenih v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice, tako da smo se dogovorili, da nam, in to tudi že izvajamo že kar nekaj časa, da nam posredujejo takoj vse tožbe, torej s katerimi jih seznani Evropsko sodišče, ki so vložene na tej podlagi zoper Republiko Slovenijo, prav tako pa tudi vse sodbe, torej v katerih so bile te kršitve ugotovljene. Odločili smo se, da bomo tukaj sedaj tudi bolj poudarjeno izpostavili tudi odgovornost predsednikov sodišč, ki imajo ustrezna zakonska pooblastila, da ukrepajo v takih primerih, torej ko prihaja do kršitev pravice do sojenja v razumnem roku. Te zadeve še nismo uspeli v celoti sanirati, se pa bistveno izboljšujejo. Našo zavezanost kakovosti in procesni pravičnosti lahko ilustriram tudi z ravnanjem v primeru ugotovitve na enem od okrajnih sodišč v mesecu marcu pri poslovanju z deponiranimi sodnimi oporokami, kjer je bilo ugotovljeno, da so bile med temi tudi take, pri katerih je oporočitelj umrl, zapuščenski postopek je bil zaključen, sodišče pa je še hranilo zaprto oporoko. Pridobili smo podatke z vseh okrajnih sodišč v državi, ker se je nakazovalo, da bi utegnilo iti za sistemski problem. Na to pa je bila v okviru Vrhovnega sodišča ustanovljena komisija, ki je izdelala smernice za ravnanje v takih primerih, ko oporoka ni bila razglašena in je bil opravljen zapuščinski postopek. Zajeli smo začetku obdobje od leta 1990 dalje, v nadaljevanju pa bo pregledano stanje tudi pred tem časom. Pripravili smo navodilo glede zagotovitve, da bodo vse oporoke v sodni hrambi vnesene v seznam listin in glede vodenja seznama ter predlog izboljšanja poslovnega procesa v zapuščinskih postopkih. Na okrajnih sodiščih so bile imenovane komisije, ki so izvršile pregled vseh deponiranih oporok in izvedle odpiranje ter razglasitev oporok v primerih, ko je bilo dedovanje po zapustniku že zaključeno. V primerih ugotovitev takega stanja je sodišče pisno obvestilo stranke o napaki, se opravičilo, jih seznanilo z nastalim položajem, opozorilo na njihove pravne možnosti ter sporočilo kontaktne osebe za nadaljne postopke in morebitna pojasnila. Čeprav gre za izjemno občutljive zadeve, ki so vsekakor obžalovanja vredne, pa nismo obrnili glave od problema in ga rešili samo na enem sodišču, ampak smo to storili za celotno državo. O sprejetih ukrepih in s priporočili na splošni ravni smo obvestili tudi sodni svet, o potrebni spremembi pa smo obvestili tudi Ministrstvo za pravosodje. Tako bomo odgovorno in sistemsko delovali tudi naprej, čeprav gre za težave, ki so se kopičile dolga desetletja, ne da bi bili problemi pravočasno zaznani. Zato zavračamo ocene, da je odgovoren tisti, ki pomanjkljivosti odkrije in se jih odloči odpraviti. Povsem enako velja tudi za tematiko, ki je predmet današnje seje, torej ki je obravnava predlog, ne pa tisti, ki je z dolgoletnim spregledovanjem možnih pasti takšnemu stanju botroval. In še enkrat, energično zavračamo očitke o političnem delovanju sodstva. Težave sodstva in pravosodja so se začele, ko je resno začelo izvajati svojo ustavno določeno vlogo in se vzpostavilo kot enakovredna veja oblasti. Od takrat dalje smo deležni nič kaj sramežljivih napadov dela politike z vsemi sredstvi, lažmi, namigovanji, defamacijami sodnikov in kar že očitnih pritiskov na odločanje. Cilj je jasen. Destabilizirati sodstvo,
omogočiti vstop nekaterih segmentov politike vanj, med sodnike vnesti strah in zagotoviti sojenje, ki bi pomenilo nekakšno glasbo po željah. Zagotavljam vam, da bomo sodniki in sodstvo ohranili osebno in strokovno dostojanstvo ter samozavest, ter svojim predanim in kakovostnim delom še bolj okrepili zaupanje v naše delo. Ko gre za temeljna načelna vprašanja in vrednote slovenskega sodstva, nobeni kompromisi niso mogoči, saj bi se v nasprotnem izneverili bistvu svojega poslanstva. Eden pomembnih problemov slovenske družbe je strah pred odločanjem, posebej v tako razklani družbi. Sodniki pa se temu ne moremo izogniti in moramo dnevno sprejemati odločitve, tudi takšne, ki niso v skladu s pričakovanjem celotne ali pa dela javnosti. Pred sodstvom in pravosodjem so številne zahtevne zadeve, v katerih bo treba sprejeti težke odločitve in se do njih jasno opredeliti. Tu pa je neodvisno sodstvo, tudi pravosodje izjemnega pomena. Ne da se več stvari pometati pod preprogo, dovolj je navideznosti, ozračje je treba prevetriti in sprejetemu vrednostnemu sistemu uliti pravo vsebino. Kot sem že večkrat poudaril, je diagnoza o nekakšnem stalnem bolezenskem stanju, epatiji sodstva daleč od resnice. Od politike pa pričakujemo, da se bo odgovorno opredelila do ključnih vprašanj, tudi tistih povezanih z delovanjem sodstva v demokratični družbi. Na ta način, v to smo lahko vsi prepričani, bo dosti lažje reševati tudi druge nerešene probleme. Hvala lepa.